Lepo pozdravljeni v oddaji In Vivo Veritas. Danes je z mano Manca Švara, direktorica zavoda Epiona, ki ga poznate vsaj zagotovo tisti, ki se sprehajate kaj čez Prešernov trg. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav in hvala za povabilo. Torej, gre za zavod s precej kompleksnim imenom, ki mogoče po eni strani zveni samorazlagalno, po drugi strani pa se mi zdi, da je tako malce zavito v skrivnost. Torej, greste se psihoterapijo s pomočjo simbolov in umetnosti. Ampak kaj to pomeni? Psihoterapijo smo nekako navajeni vsaj iz filmov gledati tako, da imamo tako kot medve skoraj dva fotelja in potem je tu veliko pogovora. Kje vstopijo simboli, kako lahko vstopi umetnost? Hvala za vprašanje. Mislim, da mogoče ni tako samoumevno. Se pravi, sem specializantka jungovske analitične psihologije, ki je vrsta, smer psihoterapije, ki se precej ukvarja s simboli. Tako da zavod je nastal primarno kot potreba mogoče neke moje dejavnosti, mislim, ki je primarno psihoterapija in svetovanje. Zdelo se mi je pa, da se lahko preko teh simbolov, s katerimi se ukvarjamo, jungovski psihoterapevti, lahko ljudem pomaga tudi širše. Tako da iz tega je potem nastala lani aprila ideja za zavod, ki bi ljudem teoretično, oziroma smo že kar naredili, mislim tudi ene projekte preko simbolov umetnosti pomagal pri izražanju določenih čustev, mogoče pomagal tudi se približati z določenimi vsebinami na ta način. Bom rekla, simboli in umetnost so moje primarno orodje pri delu kot psihoterapevtka. In se mi je zdelo, da je to vredno deliti tudi z drugimi, predvsem mogoče v tem našem slovenskem obalnem istrskem prostoru. Je v Sloveniji sicer to razširjena veja, če rečem, torej ukvarjanje ravno s simboli na takšen način? Zadnja leta bom rekla, da se kar razvija. Sem članica Slovenskega združenja za analitično psihologijo, preko katerega poteka tudi študij, in zadnja leta, oziroma vsaj zadnjih 10 let, nas je kar nekaj šlo skozi ta trening, tako da specializantov, zdaj ne vem natančno, ampak mislim, da nas je vsaj 12, se pravi 4 oziroma 5 jungovskih analitikov je že v Sloveniji. Septembrom pa se začenja v bistvu še nov cikel, tako da dobimo še 10 novih članov. In sicer 5 iz Slovenije, 5 iz Hrvaške, tako da v resnici se ta skupnost nekako vedno bolj širi. Pa to poteka prek Univerze Sigmunda Freuda? Deloma sicer študij analitične psihologije. Moja specializacija poteka preko omenjenega združenja in preko Mednarodnega združenja za analitično psihologijo. Je vedno težko, ker je dosti kratic za povedati, se pravi International Association of Analytical Psychology, kjer poteka lahko študij v obliki routerstva, kar je enakovredno recimo terminu specializant. Je pa to bolj individualen študij, se pravi, da poteka študij preko konferenc, preko različnih seminarjev, različnih analitikov, ki pridejo v Slovenijo, in je mogoče malo bolj individualen pristop. Tako da dve različni smeri sta in na dva različna načina se da študirati. Zdaj, nekateri pravijo, da sta Freud in Jung mogoče že malce zastarela. Ampak očitno se še vedno učite o njih dveh, vendarle gre za temeljne tekste. Tako. Kako torej to sovpada z letom 2023, 100 let potem, ko sta pravzaprav začela? Jaz osebno mislim, da je nezavedno še precej neraziskano, tako da to je mogoče temeljni pojem, ki ga je uvedel najprej Freud in kasneje Jung. Sicer Jung je mogoče šel malenkost dlje, vsaj v mojem pojmovanju, se pravi psihoanalize, in on sicer ni sam imenoval svoje smeri psihoanaliza, ampak bolj analitična psihologija. Tako da v bistvu sistem dela, ki vključuje precej, bom rekla, kompleksen način dojemanja, ki se razlikuje precej, mislim, od psihoanalize, temelji pa na tem delu z nezavednim. Tako da glede na to, da smo ljudje precej neraziskana bitja, mislim, še se mi zdi, da je to, ne glede na pristop, oziroma ne glede na to, da je že toliko časa minilo, danes to še vedno se vredno ukvarjati. Zdaj cilj, bom rekla, jungovske psihoterapije je predvsem ta, da nekako odkrije, potenciale v človeku in ga mogoče sooči s tistimi deli psihe, ki tudi niso najbolj
prijazni, primirni, no, mislim, v tem primeru govorimo o senci, s kompleksi, no, to so vse taki jungovski pojmi, tako da jaz mislim, da je precej zanimiva smer psihoterapije, ki vsekakor ne more zastarati, ker v resnici je nezavedno precej, moram reči, široko, no, mislim, tako da jaz osebno vidim smisel, no, mislim, je pa mogoče, kar opažam, v angleščini se reče depth psychology, no, tako da je v resnici pač en tak globinski način dela s psiho, ki mogoče ne ustreza vsem, mogoče ne v vseh življenjskih obdobjih. Mislim, da se mora človek prav odločiti, no, da bi rad odkril mogoče neke predele svoje psihe, ki se jim večinoma v življenju izogiba, no, na razne načine, no, tako da ni vedno najbolj enostavno se ukvarjati s tem, zakaj in kaj je v resnici pod tistim, kar mogoče mislimo, da vemo, pa mogoče v resnici je še nekaj drugega, no, tako da jaz mislim, da so bolj je potreben pogum, no, mislim, ne gre toliko za vprašanje tega, ali je zastarelo ali ne, no, saj to je moje videnje, no. Torej, gre nekako, če povem s preprostejšimi besedami, če sem prav razumela, za brskanje po svojem nezavednim verjetno z namenom, da bi spremenili vzorce obnašanja, razumevanja. Tako, to je osnova, no, tako da si lepo povzela. Pri čem pa se potem največkrat pojavljajo problemi? Pri tem, da si ne pustimo poglobiti se vase ali kje? Psihoterapevtov mislim, da različnih smeri, no, govorimo o odporih, tako da zdaj nezavedno deluje na ta način, da mogoče seveda se ne želi soočati s tistimi stvarmi, ki so boleče, no, mislim tudi ego načeloma ima za to obrambne mehanizme, tako da v primeru, ko govorimo recimo o travmah ali pa o nekih izkušnjah, ki so res pretirano, recimo nas pretirano vznemirijo, se seveda vklopi pač eden od obrambnih mehanizmov in zato mogoče težje dostopamo ali pa sploh ne želimo recimo o tem govoriti. Tako da teh različnih načinov reakcij mislim je ogromno in zdaj jaz mislim, da je pač vzrok je mogoče ta tudi, no, mislim, ko govorimo mogoče o mlajših osebah, da mogoče oseba še ni pripravljena, če govorimo o starejših, je mogoče vzrok neka travma oziroma pač ena težja vsebina, ki v resnici težko pride v zavest oziroma potrebuje nek čas, no. Zdaj, zakaj so te odpori, mislim, je tudi zanimivo jih je nagovarjati, no, recimo se pogovarjati mogoče, no, mislim, zakaj nam je težko, mislim, zakaj se težje soočamo z določenimi stvarmi, ni nekega enoznačnega odgovora, no. Bom rekla tako, da je kar zapleten tudi ta mehanizem, no, mislim, kako v bistvu dostopati do svoje notranjosti včasih, no. Torej niso podcankarjansko za vse krivi starši? Ne, jaz to vedno povem tudi svojim klientom, no, ker veliko se jih ustraši, no, mislim, da bomo zdaj pač končali pri starših, seveda se ukvarjamo veliko starši, no, mislim, ker je to vseeno ena vrsta psihoanalize. Bom rekla, je pa ta del starševskih kompleksov, no, če uporabim te jungovske pojme, pomembno nagovoriti, pomembno predelati in jih ločiti v resnici od teh starševskih figur. Se pravi, da uspemo pač videti kompleks in uspemo videti mogoče osebo tako, kot je. No. Tako da ni več starš, seveda je starš, ampak ostane samostojna oseba. No. Kako pa se torej jungovska psihoanaliza razlikuje od, da ne rečem, klasične psihoanalize, ki je mogoče bolj sledi Freudu ali pa mogoče tudi od lakanovske psihoanalize, ne nazadnje? Ja, jaz mislim, da je mogoče več poudarka prav na teh simbolih, no, s katerimi smo začeli današnji pogovor. Mogoče Jung je imel več različnih sistemov dela, tako da samo poznavanje mogoče jungovskih konceptov, se pravi delo z nezavednim, delo z arhetipi, se pravi kolektivno, individualno, nezavedno, mogoče ta rezervar amplifikacij, no, ki jih uporablja jungovska psihoanaliza, no, je zelo širok, mislim, bolj, recimo, da gre bolj v globino oziroma bolj v širino, no, globino in širino. Zdaj Freud je mogoče, mislim, ostajal pri, rekla, tem libidinalnem pogledu na psiho, se pravi izražanje, kot vemo, no, mislim, pač precej preko seksualnosti in seksualnega nagona, se pravi eros in thanatos. Mislim, da lakanovska predvsem bolj v smeri mogoče besede in besednih pomenov, ampak tu mogoče nimam še čisto točnega vpogleda, mislim, tako da mislim, da je jungovska prednost prav ta, no, mislim, ta širina in mogoče globina, ki jo lahko doseže z interpretacijo, se pravi simbolov v sanjah, no, mogoče ta del nisem še omenila, ampak največje, mislim, pač orodje so predvsem sanje, kjer se pojavljajo simboli. In preko tega se da dostopati do res enih zanimivih vsebin.
Kdo pa je torej primeren za takšno vrsto psihoanalizo? Si verjamem, da velikokrat pridejo in rečejo, saj verjetno to sploh ni zame, ker tega ne potrebujem. Ja, to je dobro vprašanje. Jaz v resnici dosti delam tudi z mladimi, no? Tako da jaz predstavim to mogoče kot analitično psihologijo, ne nujno vedno psihoanalizo. Moram reči, da je razlika mogoče ta, da se, mislim, zanimivo mi je, da se mladi recimo dosti več ukvarjajo z lastno psiho, z lastnimi težavami, kot so se mogoče včasih, oziroma tudi kot starejši, mislim, in še starejši, no, mislim, ljudje. Tako da je ta del zanimiv. Odločajo se pa, ja, bom rekla, mislim, pač večinoma tisti, ki imajo mogoče določene težave v duševnem zdravju. Jung je, bom rekla, tudi zanimiv, fascinanten za ljudi. Mislim, Jung osebno je delal, mislim, z ljudmi tudi s psihozami in recimo s težjimi duševnimi stanji, no, tako da v tem primeru, mislim, pride prav tudi umetnost, tako da je ta del zelo povezljiv, no, mislim, tudi v obliki delovne terapije, ki se že tako izvajajo v raznih inštitucijah preko umetnosti. Tako da ja, jaz mislim, da ni več mogoče toliko strahu, mislim, ena destigmatizacija se mi zdi, da obstaja, da se ljudje hitreje odločijo in danes konec koncev, no, mislim, delamo tudi precej online, tudi terapevti, tako da je ta dinamika se malo spremenila, no. So mogoče mladi tudi iskali pomoč, zdaj veliko se je govorilo v času pandemije, da ravno mladi v teh formativnih letih, tisti, ki so bili na srednji šoli ali pa ravno odhajali v srednjo šolo, ko najbolj potrebujejo družbo, so bili od nje odrezani. Se to dejansko pozna? Bom rekla, mislim, tudi v sklopu tega, bom rekla, preventive, no, mislim, delujem v okviru društva Center za psihoterapijo, psihosocialno pomoč Koper, kjer smo izvajali v bistvu obe leti pandemije, tudi Mestna občina Koper nas je financirala delavnice, preventivne delavnice, no, mislim, čustvenega opismenjevanja in raznoraznih, bom rekla, preventivnih delavnic na področju duševnega zdravja. Ker smo delali predvsem mogoče z osnovnošolci, ampak tudi v resnici srednješolci. In izzivi so bili kar veliki, no, ker izkazalo se je, da je bilo precej v teh letih, no, mislim, kar smo tudi opazili potem z delavnicami, veliko več mogoče neke socialne anksioznosti, več depresije, več mogoče tudi res teh prilagoditvenih, no, težav, ki so jih imeli mladi, no, mislim, ki so bili primorani, mislim, ostati doma in večino časa preživeti za računalnikom. Potem se je pojavil obraten problem, da so nekako težko mogoče šli spet nazaj v družbo. Recimo za neke introverte je bilo to verjetno zelo zanimiv izziv za njih, no, ker predvidevam, da jim je bilo lažje na nek način funkcionirati tudi na način, rekla, kamere in komuniciranja s svetom preko ekrana. Tako da izzivov je bilo več, no, in kar smo ugotovili je seveda to, no, mislim, da bi tudi s tem društvom si prizadevamo, da bi dobili še kaj več virov financiranja, no, mislim, da bi mladi potrebovali več pomoči, no, tako. Se pravi od osnovne šole, mogoče bolj sistematizirano, bolj usmerjeno, no, mogoče v ta del, tudi glede na družbo, v kateri živimo, glede na ekrane, glede na načine komuniciranja, no, ugotavljamo, da je v bistvu premalo govora in o čustvih in o vseh mogoče stvari, mislim, ki se tičejo duševnega zdravja, no. Verjetno sploh pri moškem spolu. Mislim, da so ravno tam od 17. pa do 55. leta moški tisti, ki so v Sloveniji Ja, to je tudi zanimivo, da večinoma na terapije mogoče se najprej prijavijo oziroma pač pridejo ženske. Se pa zadnje čase pojavlja tudi vse več moških, no. Mislim, tako da tudi moji kolegi terapevti pravijo, da imajo veliko moških klientov, no. Tako da jaz mislim, da se dogaja mogoče, mislim, nek premik tudi na tem področju, no. Sicer tako stereotipno, verjetno nekaterim moškim je manj blizu umetnost, potem pa še zraven poleg psihoterapije. Kako pa sploh umetnost res deluje s psihoterapijo? Na kakšen način jo vklapljate? Jaz bom rekla, uporabljam prav jungovski pristop, no, mislim, tako da v resnici uporabljam mogoče v povezavi z interpretacijo sanj, recimo, oziroma z tem, da mogoče združim umetnost z nekim določenim izražanjem oziroma občutkom, ki se pojavi v sanji. Tako da
praktično to zgleda tako, da mogoče kliente povabim, sicer nikoli ne vodim ali pa mislim, niso to domače naloge, no, ampak jih recimo povabim, no, k ustvarjanju, k pisanju. V svoji pisarni imam tudi glino, no, tako da različni pristopi obstajajo. Zdaj, odvisno je pa od klienta, se pravi, če mu je to blizu, mislim, če ga to nagovori, če se s tem rad ukvarja, recimo enim res ni blizu, no, tako da in ta del v resnici ne paše, nekateri pa najdejo potem nek svoj pristop, no, mislim, in ne vem, mogoče pišejo, rišejo. Imela sem tudi klienta, ki je bil, mislim, imam, no, ki je vizualni umetnik, tako da porablja, mislim, pač tudi zvok, mislim, pri temu načinu izražanja, no, mislim, sebe, tako da več načinov je, no, mislim, tako da poskušamo v bistvu najti tudi tisto, kar ni ubesedljivo, oziroma se da mogoče ubesediti s pomočjo umetnosti. No. Tako da meni je ta del pomemben osebno. Gre potem tudi za analizo tega objekta? Tako, ja. Analizira se praktično vse. No. Mislim, zdaj jungovska analiza vsebuje določene metode, mislim, s katerimi to interpretira, se pravi, interpretira like, interpretira barve, interpretira simbole, ne, konec koncev, tako da pač zakaj izberemo točno določen simbol za ponazoriti, ne vem, določen občutek, mislim, marsikaj govori o tem, kar se dogaja pač v človekovi psihi. Tako da imam tudi še, rekla, projekcijske karte, ki so tudi en tak način simpatičen, no, mislim, za dostopanje do nezavednega. Kaj pa to pomeni projekcijska karta? Ja, mislim, karte, rekla, so terapevtske karte s podobami, se pravi simboli, no, mislim, na nek način, oziroma bolj situacijami iz življenja, s katerimi poskušamo dostopati do nekih vsebin. No. Tako da te karte so, rekla, kar zanimiv pripomoček, no. Mogoče tudi takrat, kadar oseba se sooča z odpori, no, o katerih so govorile, kot neki težje v besedi, se pravi, se uporabi mogoče karta kot en tak bypass, mogoče, da se pride do določene vsebine. Da kot pri vedeževalki izbere, katera karta mu je blizu? Ja, ampak vsaka karta, mislim, terapevtske karte so mogoče narejene na ta mislim, s tem namenom, da dostopajo do nekih drugih vsebin, sicer pa so to je vse področje nezavednega, no, mislim, ki je mogoče zanimivo pri Jungu ravno zato, no, mislim, ker je poudarek na temu, no, da je pač vedno nekje en rezervar znanja, mislim pač, ki je z nami in ga lahko nagovorimo. Pa to velja samo za individualna srečanja ali tudi za skupinske delavnice? Ali ustvarjate potem tudi v skupini? Govorite mogoče med ustvarjanjem tudi? Ali kdaj pride točno to ustvarjanje v igro? Ja, večinoma, mislim, gre mogoče za izražanje, no, mislim, tako da ustvarjanje velikokrat prosim, mogoče mislim, da oseba doma ustvarja, no. Skupinsko, recimo delavnice, ki smo delali po šolah s temi projekcijskimi kartami, tudi poteka večinoma tako, da je oseba sama, recimo sama s sabo, ko ustvarja pa nekaj piše, pa se mogoče potem pogovorimo o tem. Zdaj, to je tudi izziv, v osnovnih šolah, mogoče niso navajeni, mislim, sploh se pogovarjati, ne o čustvih, ne o temu, kako se počutijo. Tako da se mi zdi tudi iz tega vidika pomembno, no, mislim, da naslavljamo te teme in da jih mogoče odvrnemo malo od tega, da razmišljajo vedno samo produktivno, no, mislim, in da mogoče imajo tudi te vsebine, ki so povezane tudi z nekimi drugimi temami. Tako da, ja. Ja, sliši se nenavadno, ker ne nazadnje, ponavadi, ko srečamo koga, ga vprašamo, kako si kaj. Ne, ampak vprašanje pa je, če hočemo resnično slišati odgovor. Ne? Ja, to je dobro, lepa misel, no, ker dostikrat mislim, da rečemo vedno v redu, zato ker se ne želimo ukvarjati v resnici s tem, kako se oseba počuti. Sama vam tudi na terapijah dostikrat vprašam, kako ste kaj bili, no, pa ljudje rečejo vedno v redu, no, pa potem povabim, da se mogoče še poglobijo, pa mogoče najdejo še kakšen globlji odgovor. Verjetno ne more biti vse v redu. Ja, mislim, ni vedno v redu. Zdaj, moj glavni pokazatelj mogoče so sanje, no, tako da preko sanj se lahko vidim, mislim, pač v kakšnem stanju smo, mislim, kako smo, no, mislim, da je to pač kar en tak proces, no, mislim, mogoče se treba potruditi za to, da si v redu, no, tako bom rekla. Kaj pa, če se sanj ne spomnimo? Recimo, da so prišli k meni tudi ljudje, ki so rekli, da se jih ne spomnijo.
in so se potem pojavile. Poznam sicer primer tudi klinične prakse, kjer sanj ni bilo, ampak je to bilo povezano s travmo in nezmožnostjo simbolizacije, bi se reklo. No? Tako da mislim, da večinoma se sanj vedno spomnimo, mogoče samo nismo pozorni. Dejansko je potreben nek trening, da se spomnimo in da si zapišemo. Tako da jaz povabim kliente, no, tudi Jung, mislim, da je imel to povabilo, da si recimo vzamemo zvezek in ga prislonimo pač na nočno marco in sanje povabimo s tem mogoče v svoje življenje. Zdaj danes praktično to zgleda tudi tako, da si zapisujemo mogoče na telefon ali pa ne vem, nekateri na diktafon, no, mislim tudi sredi noči povejo. Zapišejo sanje oziroma posnamejo. Tako da bo rekla, tudi trening je potreben, zato da v bistvu ujameš, mislim, pač to nit in se poglobiš v te podobe. No, mislim, ker ponavadi je vedno povezano in z občutkom in s podobo. Ja. Ja, pravzaprav v zadnjem času veliko slišimo o terapijah in podobno, tudi v medijih, pa ne zgolj o tem, češ govorimo o čustvih, spregovorite o tem, kako se počutite, predvsem poslušamo o stresu, anksioznosti, pa v zadnjem času tudi o urejanju tega področja. Nekateri se strinjajo, nekateri so proti temu. Kje ste vi? Se vam zdi, da se mora to področje urediti? Ja, absolutno bi bili vsi terapevti, oziroma tisti, ki smo študirali psihoterapijo. No, mislim, zelo veseli, če bi se to uredilo in tudi smo rekla, kar spremljamo, kaj se bo delovna skupina odločila in mislim, da je zdaj zakon mislim, ni še v obravnavi, ampak je v branju, no, mislim pač v delovnih skupinah. Tako da bi si želela, da bi se to področje uredilo, glede na odzive in glede na različne medije in tudi prispevke, ki jih berem, pa se mi zdi, da mogoče ne bo tako enostavno, ker gre za področje, ki je precej interesno usmerjeno, no? Pa tudi te skupine, ki so v tej delovni skupini, so precej raznolike. No? Tako da vem, da se zdravstvo in mogoče psihologi in zdravniki ne strinjajo s tem, da bi psihoterapevti, ki nismo zdravstvene izobrazbe, bili sprejeti v ta širši zakon. No. Meni osebno se pa zdi pomembnejše to. No. Mislim, da bi osebe pač s tem mogoče res dobile priložnost, da pride do pomoči. Ker tudi mislim, pač preko razpisov, ki jih recimo delamo preko različnih društev in tudi konec koncev preko svojega zavoda, no, ugotavljamo, da je teh potreb res veliko, predvsem med mladimi. Tako da bi bilo potrebno, no, mislim, to urediti. In, zdaj, kako priti do nekega kompromisa, je tudi dobro vprašanje. No, tako da zaenkrat ni še jasno, mislim, ni še odgovora. No, mislim, bi si pa vsaj mislim, pač v našem društvu in mislim, da tudi večino terapevtskih združenj to želeli. No. Kaj pa sploh, naprimer, če govorimo o šarlatanih, danes si lahko marsikdo reče, da je psihoterapeut ravno zaradi tega, ker ne rabi imeti državne licence za to. Mislim, kar jaz poznam, recimo psihoterapevtov, ki se imenuje za psihoterapeuta, no, mislim, so večinoma terapeuti, rekla, usposobljenih šol. No, mislim, pri nas šolanje poteka seveda preko Univerze Sigmunda Freuda, preko teološke fakultete in preko različnih društev. No. Tako da v resnici tisti, ki končajo in naredijo, mislim, pač ta društveni program, ponavadi mislim, je to 4 do 5 letni študij, plus lastna analiza, plus delo pod supervizijo. Mislim, da ne moramo reči, da so šarlatani, no, ker so konec koncev usmerili oziroma investirali ogromno časa v svoj študij, mislim, in v svoje delo. No. Bolj me skrbijo mogoče, mislim, razni zdravilci, mislim, intuitivni zdravilci, ker v bistvu meče se v isti koš, no, mislim, tako terapevte kot zdravilce, pa mogoče neke ljudi, ki naredijo neke vikend tečaje. No? Mislim, tako da tle je tudi področje razumevanja psihoterapije problem, ker se v resnici ne ve, o čem se govori. No? Tudi ne ve se recimo, da obstaja veliko vrst psihoterapije, tako kot pač jaz danes predstavljam večinoma jungovski pogled oziroma jungovsko psihoterapijo, še vsaj v Sloveniji oziroma več, mislim tudi do 400, no, mislim, različnih zvrsti. No. Tako da pomembno bi bilo zaveščanje, no, mislim, in mogoče delo tudi s tem, da se predstavi v resnici psihoterapijo kot poklic, ki v resnici je. No. Se to mislim, da si tudi Univerza Sigmunda Freuda prizadeva. Če verjetno, če gremo k kateremu od teh vikend psihoterapeutov, si verjetno lahko celo škodujemo. Ja, je nevarnost. Zdaj,
Jaz mislim, da mogoče je vprašanje, kaj ljudje pojmujemo kot terapijo, no? Ker mogoče se reče, grem na terapijo, pa mogoče nekomu recimo pomaga, mislim, da gre tistih nekaj srečanj tudi pač k nekemu intuitivnemu zdravilcu, ki se ukvarja, bom rekla, z nekimi alternativnimi metodami zdravljenja. Če pa rečemo psihoterapijo, pa vseeno gre za nek globlji proces, se pravi odnosa s terapevtom, za nagovarjanje čustev, nekih vsebin, ki so bolj kompleksne, no, mislim, kot mogoče ta vikend terapeut. No. Tako da ne bi spet vse metala, ker lahko so tudi eni alternativni zdravilci res zelo dobri, pa mogoče, mislim, pač pomagajo v nekem drugem delu, no, mislim, ne nagovarjajo mogoče, mislim, pač teh razvojnih travm pa kompleksov, tako da, ja. Pa verjetno vsakemu ustreza nek drug tip terapije, ampak to pa že terapeuti sami potem poveste, da če se sovpadata s klientom ali ne. Ja, jaz povem, da ni nujno, da se vsakemu, mislim, da je vsakemu blizu, drugače pridejo večinoma ljudje, no, mislim, ki jim je blizu recimo ta način dela in simbol in z umetnostjo, in ki jih zanima mogoče Jung konec koncev. Tako da mislim, da ima vsak terapeut potem to, mislim, oziroma jaz si vzamem prav ta uvodna srečanja, no, da malo razložim tudi, no, kaj sploh, mislim, pač moje delo je in na kakšen način delam. In so bili seveda tudi, no, taki, ki jim mogoče to ni ustrezalo, ali pa so rekli, da bi to mogoče kdaj kasneje, mislim, ali pa ko bojo pripravljeni, tako da so različni načini, no. Kdaj pa se terapija konča? Koliko časa traja? Kako vedeti, kdaj končati? Ja, to je dobro vprašanje. Zdaj, jungovska psihoterapija, psihoanaliza, no, mislim, je precej dolgotrajna. Tako da tu govorimo o več letih, rekla od 2 do 5 oziroma tudi 7 lahko gre, mislim, če gre oseba pač res globlje, mislim, v sebe. Iskreno mislim, da mogoče za mlajše osebe je že 2 leti, mislim, tako nekako se izkaže, mislim, pač en tak kar en pomemben proces mogoče, no. Zdaj, starejši, ko smo, mogoče več imamo enih tem, enih kompleksov, no, mislim, s katerimi se prav soočiti. Obstaja ena prispodoba tudi, no, za psihoterapijo oziroma prav psihoanalizo jungovsko, no, da je to eno delo tako v obliki spirale, kjer se v bistvu zelo počasi v resnici premikamo navzgor, ampak gre za eno kroženje, no, mislim, kjer gremo vsakeč mogoče malo dlje, no, v sebe, mislim, v lastno psiho, v lastne komplekse in postopoma nekako prihajamo do te celosti, no, mislim, sebstva po Jungu, ki pa je v bistvu cilj, no, nekako terapije, se pravi, da postanemo tisto, kar v resnici smo, no, mislim, kar je pač en tak mogoče filozofski pogled na psiho, ampak v resnici se izkaže, da je to najbolj dolgotrajno in najbolj, bom rekla, čvrsto tisto, kar je, no, mislim, pač pomembno za terapijo. Kdaj se konča? Jaz mislim, da je to individualno odvisno od posameznika, no? Da se pri vsakemu prej ali slej nekako pojavi ta občutek, no, mogoče, da je naredil dovolj, mislim, da ne rabi drugega in se potem odloči, da odneha. No. Pridejo pa ponavadi vseeno klienti do vas zaradi nekega problema, ki se je vzpostavil, ali pridejo tudi samo zaradi vse splošnega občutka, potrebujem to, ne nujno zaradi stresa, tesnobe, anksioznosti? Različni pristopi so, oziroma mislim, da večinoma gre za nek problem, no, mislim pač neko akutno stanje, ki se ga oseba želi razrešiti. Tako da ne moram zdaj poenostaviti, mislim, ker ni pač enostavnega odgovora, ampak recimo med mladimi mogoče res depresija pa socialna anksioznost se mi zdi, da najbolj izstopata, no. Pa mogoče ta prilagoditev na družbo, na življenje. Pri starejših mogoče, mislim, ja, več depresije spet, no, mislim, ali pa mogoče nekih drugih čustvenih, mislim, zapletenih čustvenih stanj, različno. Zdaj, pri Zavodu Epiona ste delali tudi projekt z mladimi na temo samomorilnosti mladih, ki je tema, o kateri se po eni strani malo ve, je vse prisotna, po drugi strani pa tako malo govori, da če se spomniva samo maturitetne naloge izpred nekaj let, ko so brali Alamuta Vladimirja Bartola, se je zdelo staršem teh otrok, ki so večinoma pravzaprav že polnoletni državljani, ljudje, ki lahko volijo reprezentativne organe, se jim je zdelo preveč, da bi pri 18 letih razmišljali o samomoru, kljub temu, da se ravno v srednji šoli pogosto
pojavijo že določeni primeri. Na kakšen način ste se torej tega lotili z mladimi? Ja, zanimivo, ker nismo takrat delali, no, to so bile te delavnice, bom rekla, v sklopu Društva Centra za psihoterapijo, psihosocialno pomoč Koper. Preventivne delavnice smo izvajali večinoma po šolah, tako da je šlo za osnovnošolce, kjer nismo seveda direktno naslavljali, mogoče mislim pač to, da so to delavnice, mislim pač namenjene samomorilnosti, samopoškodovanju. Naš fokus je bil predvsem, bom rekla, v tem, da so se soočali z določenimi čustvi, da so mogoče razmišljali o čustvih v povezavi s telesom, da so razmišljali tudi o svojem telesu, no, mislim, ker smo želeli pač to povezavo narediti. In rezultati so bili, mislim, kar presenetljivi. No. Iz tega dela rezervarja nekako črpam potem te informacije, da je veliko ene teže, no, mislim, težko se izražamo, mislim, težko povemo te stvari. In z enimi primeri, no, mislim, smo potem tudi individualno nadaljevali. No, tako da namen je bil ta, da pač izvedemo delavnice in potem ponudimo mogoče potencialno šibkim oziroma pač tistim ljudem, ki so potrebni pomoči, mislim, še pomoč v obliki individualne terapije, v obliki 4 srečanj. Sicer za neko kvalitetno delo bi potrebovali spet več srečanj, ampak se nam je zdelo, da je v okviru razpisa to dovolj. Tako da, ja, nagovarjati smo začeli, no. Niso to enostavne teme, tudi ni enostavno. Mislim, verjetno bi bil večji izziv ponoviti oziroma narediti tako skupino v srednji šoli, čeprav v okviru delavnice je tudi bila, se pravi, kolegica je imela v srednjeekonomski, ampak je bilo bolj mogoče spet v tem pogledu, da je bilo srečanje v skupini, tako da nismo direktno naslavljali, smo se pogovarjali, naš pristop je vedno ta, no. Mislim, da mogoče pač nekako skupinsko nagovorimo določeno temo, ne direktno, ampak preko določenih podob, no, ker tle smo delali s temi projekcijskimi kartami in tisti, ki so potrebovali pomoč, so v bistvu prišli do te pomoči. No, tako. Če se malo vrnem, se spomnim, na začetku ste dejali, da ravno osnovnošolci se niso navajeni pogovarjati o svojih čustvih. Pa me je prešinilo, tako v osnovnih kot v srednjih šolah so ves čas na voljo psihologinje. Ampak očitno to ni dovolj. Bi bilo potrebno tudi že v sklopu razreda, družine, ne, nazadnje, več delati na tem. Jaz mislim, da je mogoče lažje povedati, ker to smo se tudi spraševali, no, konec koncev pač pri teh delavnicah, ampak je lažje povedati nekomu, ki pride od zunaj, kot pa mogoče nagovoriti svetovalno delavko ali pa psihologinjo na šoli. Tako da mogoče je nam tudi lažje na nek način, ker pridemo, mislim, in pač nismo obremenjeni z, ne vem, določenimi vlogami v šoli in verjetno obstaja pa tudi nek tabu, no, mislim, da se o tem ne govori, mislim, oziroma da ljudje se težko pogovarjamo o teh stvareh, no, tako da si predstavljam, da otroci še toliko bolj, mislim, ker nekako ne vejo niti, no, mislim, da bi bilo s tem kaj narobe. Ja, idealen tip človeka, ki nam ga ponavadi kažejo v medijih, je ves čas srečen. Verjetno smo potem čudni, če temu ne ustrezamo. Ja, to je tudi res, no. Ampak sreča je, rekla, precenjena v veliko pogledih, no. In v resnici veliko ljudi mi pove, mislim, da veliko lažje živi, mislim, s tem, ko se ukvarja v resnici tudi s svojimi problemi, no. Tako da, tle se vrnem na Junga in na psihologijo, no, mislim pač jungovsko, ki zagovarja v resnici pač nekako uravnoteženje nasproti, no. Tako da v resnici človek ne more biti samo srečen, mislim, mora biti tudi žalosten. Seveda ni dobro, mislim, če je preveč srečen, ni dobro, če je preveč žalosten in iskanje nekega ravnovesja, no, mislim, je vedno ta izziv, no, mislim, s katerim se ukvarjamo tudi, no, v psihoterapiji. Yin, yang, Jung. Ja. Tako je. Želela pa bi vas poprašati še o enem projektu, ki, če se ne motim, ga je zdaj dež že spravil iz izložbenih oken. Kako pa je ta projekt nastal? To je šlo pa za projekt Obmejne Slovenije. Ja, smo šli tudi čez mejo, se pravi obmejno je pravilna definicija. No? Misliš na moje zgodbe iz tišine? Tako je. Ja, to je projekt, ki je meni osebno, mislim, zelo blizu, zelo pomemben. No? Nastal je iz potrebe nagovarjanja v resnici medgeneracijske travme oziroma travme širšega istrskega prostora. Idejo pa sem dobila, ko sem prebrala knjigo Katje Hrobat-Virlože, profesorice antropologije na fakulteti za humanistiko oziroma kulturologijo,
Univerza na Primorskem, ki govori o v resnici veliki rani istrskega prostora, ki je Exodus. Bom rekla, pretežno italijanskega prebivalstva se pravi Exodus Italijanov bom rekla, tujino oziroma Italijo. Po drugi svetovni vojni, tako. In ki je močno zaznamoval v resnici kraj, v katerem živimo. Tako da jaz sem odraščala v Izoli in recimo Izola, Koper, Piran so bila vsa mesta, ki so bila, bom rekla, izpraznjena, se pravi v letih od leta 45 do 55, kjer so se potem posledično naselili različni ljudje, različnih narodnosti, med drugim tudi moji starši, mislim del staršev, se pravi mama, ki je prišla iz Ljubljane, se pravi najprej v Koper, potem v Izolo. Tako da se mi je zdelo zanimivo, mislim, kaj to pomeni za naš prostor, kaj to pomeni za našo, rekla, tudi kulturno travmo. In zato smo prijavili projekt. Se pravi, projekt pa smo izvajali od lanskega, se pravi septembra 2022 do maja 2023 in ideja je bila ta, da bi zbirali zgodbe ljudi, ki so ostali v tem prostoru, se pravi ali Slovencev, ki so, se pravi, imeli pač kakšne zgodbe oziroma travme iz tega obdobja, ali Italijanov oziroma italijanske manjšine, ki so mogoče doživeli, mislim, kakšne težje preizkušnje in ki so zaznamovali mogoče njihove družine. In želela sem, mislim, zaradi spet svoje zgodbe, ker moj oče je bil zamejec, mogoče preveriti, kako se je to kazalo tudi v zamejstvu, se pravi, na kakšen način so recimo te povojno obdobje preživljali zamejci. Tako da iz tega naslova smo potem naredili 5 delavnic po različnih mestih v Istri in zamejstvu, na občinah in na podlagi tega potem naredili ta zaključni dogodek v Kopru, ki je bil konec maja, kjer smo skupaj s Katjo in kolegicami, Nevo Felicijan in Damjano Jurman, predstavili potem v resnici izsledke tega projekta. Tako da je precej kompleksen projekt. Nastala je publikacija zgodb, ki smo jih zbrali, sicer mukoma, ker spet ljudje se težko soočajo mogoče z nekimi spomini, sploh kadar se pogovarjamo o travmi. Ampak te zgodbe so v večini primerov ganljive, tako da so dostopne tudi na spletni strani. Nam lahko zaupate kakšno? Ja, a je zgodbo? Aha, okej. Ja, ne vem, če se bomo vse spomnili, ampak meni so bile mogoče najbolj ganljive. Recimo z nami je bila gospa, ki mislim, da ima čez 90 let, Božena, ki je sestra od Dušana Bordona, se pravi narodnega heroja. Mogoče to je en vidik, mislim pač te zgodbe večinskega prebivalstva, ker dr. Katja Hrobat-Virložen nam je predstavila, se pravi tudi pomen tega, da se v resnici posvetimo manjšini in mogoče pač tistim glasovom, ki so bili večkrat preslišani zaradi te večinske zgodovine, mislim, ki jo tudi poznamo. Tako da, se pravi, gospa Bordon se je spominjala oziroma je napisala zgodbo o svojih starših, temu, kaj pomeni življenje v Istri, kako se je soočala konec koncev s težkim življenjem, ki ga je potem bila deležna po vojni. Mislim, njeni starši so bili precej aktivni v narodnoosvobodilnem boju. In pisala je tudi o tem, kako je potem ta spomin na brata, mogoče, mislim, in na vse te dogodke vplival na njeno življenje in precej ganljive zgodbe tudi o, se pravi, mariborski gospeji oziroma družini, mislim, ki se je težko soočala z smrtjo obeh otrok. Tako da so bile, mislim, pač kar travmatične zgodbe. Meni osebno zanimive so bile tudi zgodbe zamejskih Slovencev, ki so bile precej povezane mogoče z iskanjem identitete, mogoče tega pripadanja. Mislim, da so imeli občutek, da nekako niso pripadali ne v matično domovino, ne v to, reka, večjo domovino, v kateri del so bili. Tako da več različnih zgodb, mislim, ki so kar pomembne, mislim, bile za razumevanje tega prostora. Tako da kar smo naredili potem še ta del, mislim, kar je bil osebni aktivizem, da smo porisali z izseki teh zgodb, lokale, kar nam je uspelo, mislim, ker vse je bila zelo majhna ekipa in zelo omejena sredstva smo imeli. Tako da smo porisali lokale v Čevljarski in Župančičevi ulici do Mude
Tako da ljudje so pravili, da jim je bilo kar zanimivo prebrati, se pravi, en določen stavek, no, mislim, v slovenščini in italijanščini. In za določene je bilo to zelo pomembno, recimo tudi za italijansko manjšino sploh, no, da smo mogoče govorili tudi o eksodusu, no, je bilo za njih zelo pomembno. No. Tako da na delavnicah v Piranu so nam povedali, da udeleženci, da so prvič sploh spregovorili o teh stvareh v Piranu kot takem. No. Se pravi, ne za domačimi stenami. Ja, tako. Tako da nekako prej se ni govorilo, se ni smelo, mogoče v prejšnjem sistemu, oziroma je bil večji strah tudi spregovoriti. Tako da nam se je zdelo to pomembno in se mi še vedno zdi. No. Mislim, tako da upam, da najdemo neke nove načine financiranja, mogoče evropskih sredstev, no, s katerimi bi lahko nadaljevali, ker ideja je še ta, da bi ponovili mogoče v večjem obsegu v Trstu, nadaljevali v kakšnem drugem istrskem mestu in tudi na Hrvaškem, no. Se pravi, Hrvaška isto. Torej, veliko enih projektov. Preden se posloviva, bi me zanimal še tudi ta projekt o volčjih nočeh, torej posebnih pripravah na novo leto. Se moramo torej na novo leto kako posebej pripraviti? Ja, jaz osebno prakticiram to že 5. ali 6. leto, če ne še več. No? Tako da gre za v resnici pomemben in zanimiv letni prehod, bomo rekla, simboličen spet prehod, no, mislim, v novo leto. Izhaja iz krščanske, bomo rekla, bolj mistične tradicije in nekako ima pa korenine tudi v tem, no, mislim, da takrat sonce miruje, se pravi, da od Božiča naprej, no, mislim, simbolično se nekako pripravlja na to, da spet steče, potem ravno nekje 6. januarja, tako da če pogledamo po teh dolžinah noči, se ravno izide tistih 12 noči, mislim, ko sonce stoji. No? Tako da meni osebno je to fascinantna tradicija, se mi zdi, da se lahko marsikaj v tistih nočeh manifestira, tako da malo je te obredne simbolike, ki je seveda spet povezana malo z jungovsko psihologijo in mogoče razumevanjem življenja, mislim, teh prehodov, običajev, no, mislim, s katerimi ljudje v resnici lažje živimo, če imamo nek smisel oziroma če damo stvarem smisel. Osebno pa sem tudi, no, mislim, diplomirana psihološka astrologinja, tako da ta del mi je potem blizu, mislim, ker se poveže v resnici pač z nekimi rekla, bolj ezoteričnimi znanji. Kako pa lahko diplomirate iz astrologije? Okay. Obstaja inštitut v Sloveniji, inštitut IPAL, ki ga vodi tudi jungovski analitik Matjaž Regovec, ki je začetnik, oziroma inštitut ostaja že 30 let v Ljubljani, psihološka astrologija. Sicer zdaj trenutno se je razvila in se razvija pod imenom metoda IPAL, tako da gre za sistem dela, ki temelji spet na znanjih analitične psihologije in psihološke astrologije, se pravi, gre spet za simbole, no, konec koncev, ki zahteva sicer mogoče malo več učenja, ker gre za tradicijo, ki je zelo stara, no, mislim, tudi pač samo učenje astrologije, mislim, poteka v bistvu več let, no, mislim, v programu inštituta, mislim, da je to vsaj 3-letni študij nekje, no, plus praksa in je tak zanimiv sistem dela, no, na sebi, ki ga rada jaz uporabljam, no, tudi v svojem terapevtskem delu kot pripomoček in marsikaj pojasni oziroma lepo razloži, no, mislim, tudi glede karakterja določene osebnosti, no. Tako da obstajam. Pa sovpada to skupaj z psihoanalizo, ravno v tem smislu psihoanaliza se mi zdi, da je vseeno znanstveno nekako bolj priznana v javnosti. Ja, jaz drugače ne govorim, mislim pač govorim mogoče o delu simboli, mislim pač, ker vključujem nekako tudi ta del zraven. Zdaj bom rekla, Jung je bil, mislim, tudi astrolog, no, mislim, tako da to ni pač neko dejstvo, mislim, ki bi bilo zamolčano. Mogoče se dosti ni izpostavljal oziroma ni dosti govoril o temu. So pa to vsa znanja, mislim, ki nekako padejo na svoje mesto, no? Mislim, ko poznaš pač analitično psihologijo, jungovsko, se pravi, povezuje se eno z drugim, no? Tako da ta znanja, mislim, pač so dragocena. In zdaj ne bom se spuščala v to, mislim, pač kaj je znanstveno, kaj ni znanstveno, no? Mislim, jaz dojemam to bolj kot umetnost, se pravi, kot nek način, intuitiven način dojemanja človeka s pomočjo simbolov.
Meni osebno, mislim, pač ima smisel in to rada uporabljam. No? Tako da v resnici pa znanstveni del še vedno, mogoče v Sloveniji, no? Mislim, da v tujini se mogoče to že spreminja. No? Mislim, obstajajo študije, ker so bolj transpersonalne narave in vključujejo, se pravi, tudi vse te ostale vidike življenja, ki niso samo znanstveni. No? Super. Zdaj pa, ker nam je žal čas privedel do konca, me samo še zanima, čez poletje Zavod Epiona dela? Ja, dobro vprašanje. Delam še naslednji teden, potem 3 tedne pauze, no? Potem pa po 15. avgustu nadaljujem. Tako da zaslužen dopust, mislim, tudi pride prav. No? Pa je še kdo v zavodu? Zaenkrat so recimo projektni sodelavci. No? Moj partner je soustanovitelj in velikokrat pomaga, mislim, pač s svojimi fotografskimi, rekla, veščinami in znanji. Drugače, ja, bomo videli, kako se bo razvilo glede projektov in mogoče moja zgodba iz tišine, mislim, še naprej. Ampak želja, ideja je ta, no? Mislim, da bi sodelovala z posamezniki, recimo tudi slovenske Istre, zamejstva predvsem, no, mislim, in mogoče Hrvaške, ki mogoče imajo neko določeno afiniteto, no, mislim, in do mogoče terapije, umetnosti in travme konec koncev, no, ki se mi zdi, mislim, sem zapisala tudi nam v ustanovitvi, da je pomemben, pač bi rada nagovarjala ta del, reka, družbe, no, z raznimi projekti. Tako da, če kogarkoli zanima, če se najde v tem, no, je vabljen, da se oglasi. Oglasi ali na spletni strani? Tudi lahko piše, mislim, pač sem tudi na socialnih omrežjih, no, tako da mislim, da so informacije, no, mislim, kjer se nas dobi. Kaj pa, če se pojavijo interesenti glede publikacije projekta? Moja zgodba iz tišine, se pravi, publikacija je dostopna na spletni strani www.mojazgodbaiztišine.si, tako da mislim, da se lahko tudi sname in prebere. Bom vesela kakšnih odzivov, mogoče še kakšne zgodbe, tako da zgodbe še naprej zbiramo. Če kogarkoli zanima, lahko z veseljem pač nam pošlje, no? In bomo z veseljem tudi objavili. No? Je pa to lahko zgodba kogarkoli? Ja, ideja je bila ta, da mislim, imeli smo različne zgodbe, spravi starejših ljudi, tudi mlajših, mogoče odzivov na to, kako so živeli, kako so odraščali v teh obalnih mestih, kako so videli te delitve, se pravi manjšine, se pravi slovenske manjšine v Trstu in italijanske v Sloveniji. Tako da zanimajo nas v resnici pač vse te zamolčane zgodbe ljudi, ki mogoče niso mogli prej, no, priti do tega, ali pa nobeden jih niti ni vprašal, no, kako so se počutili. Tako da dodali smo še, no, mislim, to me je Katja opozorila tudi pri prijavi na razpis, še zgodbe mogoče pripadnikov iz bivših jugoslovanskih držav, ki so tudi bili večkrat stigmatizirani, no, tako da bi radi v bistvu tudi njihove zgodbe, no, mislim, mogoče malo naštudirali in dodali v sklopu projekta. To se sliši odlično in držim pesti, da vam uspe tudi dobiti nov projekt. Hvala vam. Tako. Hvala za povabilo in lep pozdrav. Tako. Lepa hvala tudi vam, da ste se oglasili v studiu. Z mano je bila danes Manca Švara, več na njeni spletni strani Zavoda Epiona. Sicer pa ostanite z nami na Megafon TV. Lepo pozdravljeni.